Ko se podjetniki spopademo z problemi, ki so nepremostljivi, vsaj tisti, ki nekako imamo korenine na Balkanu, si rečemo užgi brigo na veselje. Se mi zdi, da v tem trenutku pravzaprav rabimo optimizem, kljub temu, da je zelo težko, vedno se z optimizmom v bistvu da premagati tudi največje težave, tako da sam ta preklop iz trenutne depresije v optimizem bi že veliko pomagal. Ja, tukaj bi težko rekel, sigurno, da morajo biti stvari urejene, da morajo pravzaprav ljudje, ki so določene napake naredili, odgovarjati. Tle je pač vedno tudi vprašanje posameznika, koliko globok je sposoben, bi rekel, odgovarjati določenim kodeksom. Ja, jaz mislim, da moramo odpreti pravzaprav meje. Zakaj tako mislim? Zato, ker mislim, da je nekaj teh branž, predvsem mogoče nam je najbolj na udaru trenutno, ali pa jo vidimo, ta gradbeništvo, bil relativno zaprt. Oni so imeli relativno dovolj poslov doma in se pravzaprav niso kalili v izvozu. Vse te branže, ki nimajo, bi rekel, te energije, da se borijo s konkurenco v širšem regijskem ali pa, da ne rečem, evropsko-svetovnem prostoru, pravzaprav zgubijo konkurenčno špico. In ta odpiranje Slovenije obvezno, tako rekoč majhna dežela, kot je Slovenija, se mora obvezno že vsi, ki smo rojeni, smo pravzaprav rojeni izvozniki in moramo to, bi rekel, svojo prednost pravzaprav izkoristiti in jo dodatno še stimulirati. Meni se zdi mogoče celo tako, da je pravzaprav stvari, ki smo jih razvili kar precej, da jih je tudi precej v predalih. Meni se mogoče zdi, da je treba razviti predvsem principe, kako s temi zadevami, ki so razvite, pristopiti na trg. Se pravi, ni samo razvoj izdelka ali pa storitve, je tudi razvoj, kako inovirati pristope na trg. Tukaj so namreč precej novih pristopov, moramo stvari v bistvu drugače pogledati, trendi in sploh cel ekosistem se spreminja in te novi pristopi so obvezni, da jih vključimo. Z njimi jaz mislim, da bi lahko celo bi rekel, v borbi z klasičnimi zmagovalnimi državami, kot so Velika Nemčija, Velika Francija, Anglija, lahko dosegli korak naprej. Zdi se mi mogoče tudi, da moramo včasih stopiti bolj na rob, da moramo nekatere stvari peljati malček bolj agresivno, malček bolj korajžno, kakor to, bi rekel, narekujejo čisto eni klasični standardi. Ja, to je mogoče moja najbolj omiljena tema. Jaz pač vodim ZITEK sekcijo, to je sekcija izvoznikov slovenske informatike. Nekako smo sestavili program. Naše mnenje, ko poslušamo malo trenutno razmišljanje vodstva države, ko je glavna debata o tako imenovanih stroških in kako pravzaprav zmanjšati stroške, se že sliši tudi to, kako investirati. Mi vemo, da tudi mogoče za investicije ne bo veliko denarja, se pravi, ne pričakujemo informatiki, da se bo zdaj kar naenkrat ogromno investirali. Kar pa pričakujemo je pa, da državni organi, ki so sposobni rešitve, ki smo jih naredili za slovenske, bi rekel, za slovenske uporabnike, za slovensko državno upravo, da jo promovirajo aktivno v regijski prostor. Tukaj so države, ki se priključujejo Evropi in nujno rabijo to zadevne rešitve in mislim, da se moramo in da se mora celotna državna uprava pravzaprav preleviti v prodajalca rešitev, ki jih imamo v Sloveniji. Ne samo za javno upravo, tukaj so tudi zgradbe, imamo kar nekaj pravzaprav sposobnih podjetij za tako imenovano sustainable gradbeništvo, se pravi gradbeništvo, ki omogoča recimo varne smart houses in tako naprej. Tako da tukaj imamo precej možnosti, da pravzaprav pripomoremo k izvozu podjetij. Predvsem IKT tukaj računa na precejšnja prepletanja med firmami, ki pravzaprav z informatiko lahko podprejo določene branže, kot so avtomobilska industrija, kot je industrija ekološka, kot je industrija te, bi rekel, energetsko varčnih zgradb in podobno. Gospodarska zbornica se meni zdi odlično stičišče in
povezovanje, bi rekel, določenih branž. Mislim, da se morajo branže tudi med sabo malo preplesti. Recimo v informatiki imamo ta problem, da tako rekoč vedno stojimo na kupu. Jaz mislim, da se moramo v informatiki razporediti in Gospodarska zbornica nudi te vertikalne branže, kjer se lahko pripnemo na recimo avtomobilsko industrijo, na energetsko varčne, bi rekel, koncepte, ki so trenutno zelo popularni. Tako da to je pravzaprav res področje, ki ga lahko Gospodarska zbornica stimulira. Hkrati pa seveda preko nje lahko glas gospodarstvenikov doseže pravzaprav sam vrh, ki ga tipično sploh manjša podjetja, ki so v IKT-ju, težko dosežejo.